Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o polisih. Prvi polisi so nastali po dorski selitvi, ko so se zaradi rasti prebivalstva razvile večje skupnosti ljudi. V njih so sorodstvene povezave slabele, nadomeščale so jih krajevno organizirane skupnosti, iz katerih so se razvili polisi. Na nastanek polisov so vplivali zgledi iz Male Azije in Mezopotamije, kjer so že prej obstajale mestne države. Iz varnostnih razlogov je večina polisov nastala ob vzpetinah. Na vrhu vzpetin se je naselilo plemstvo, drugo prebivalstvo pa v vznožju. Tako se je razvila večina grških mestnih držav. Včasih so nastale z združitvijo nekoč samostojnih naselij, na primer Sparta. Vsak polis je sestavljalo mesto in kmečko zaledje, mestni in podeželski prebivalci so bili enakopravni, a je v praksi mestni del države postal pomembnejši od podeželja. Po površini so bili polisi majhni, za izjemo Sparte, ki je bila največja. Merila je kar 8400 kvadratnih kilometrov, Atene 2550 kvadratnih kilometrov, Argosa 1400 kvadratnih kilometrov in Korinta 880 kvadratnih kilometrov. Večina ostalih polisov pa ni bila večja od 100 kvadratnih kilometrov. Povprečen polis je imel prebivalcev okoli 5000 do 10 000. Izjema so bile Atene, kjer je v času razcveta živelo okoli 200 000 ljudi. Posebnosti polisa. Grki so polis dojemali kot versko skupnost, ki jo varuje mestno božanstvo. Mestno državo so si predstavljali kot božje delo. Vsak sum v mestne bogove so najstrožje kaznovali. Sokrata so obsodili na smrt le zato, ker je menda dvomil o njih. Vsak polis je imel svoje zakone in politične institucije, koledar, verske praznike, način gospodarjenja in bili so v vseh pogledih samostojni. Od arhaičnih časov si je prizadevala za zunanjo in notranjo samoupravo, avtonomijo in zunanje politično neodvisnost in gospodarsko samozadostnost. Grki so ustanovili več sto polisov. Na njihov nastanek niso vplivali zgolj razčlenjena in težko prehodna pokrajina, delitev na plemena in dejstvo, da niso vsi polisi nastali v istem času, ampak tudi prepričanje, da so majhne države boljše, le majhne in v sebi sklenjene. Skupnosti naj bi lahko uresničevale grški način življenja, ki so ga zaznamovali red, pravica do razpravljanja in odločanja državljanov, spoštovanje zakonov, predvsem pa iskanje pravično urejene družbe. V starih civilizacijah so odločali vladarji in njihovi svetovalci. V polisih so državljani prvič dobili pravico za odločanje o javnih zadevah. Prebivalci, ki so odločali, so morali prej pridobiti državljanstvo. Vsak polis je imel za pridobitev državljanstva svoj ustavni red. V Atenah je mladeniča ob dopolnjenem 18. letu v državljansko knjigo vpisal oče. Že prej pa so mestni uradniki pregledali, ali izpolnjuje pogoje za to. Ali sta oba starša polnopravna državljana in zakonito poročena. Dolžnosti državljana so bile spoštovanje zakonov, čaščenje državnih bogov, izpolnjevanje vojaške obveznosti in plačevanje denarnih prispevkov za mesto. V grških mestnih državah se je prvič izoblikovala zamisel o uravnoteženi družbi, ki je dolžna skrbeti za svoje državljane in zagotavljati red. Za Grke je bil nered največje družbeno zlo. Polisi so imeli različne načine oblike vladanja: kraljevino, aristokracijo, oligarhijo, tiranijo in demokracijo. Kraljevina. V arhaični dobi so Grke vodili kralji. Z razvojem polisov se je pomen kraljev v družbi zmanjšal. Vodenje mest pa so prevzeli aristokrati. Le v manj razvitih predelih grškega sveta, Makedonija, Epir, so se kraljevine kot način vladanja ohranile do zatona mestnih držav. Aristokracija. Z razvojem je upravljanje mest postajalo zapletenejše. Zato je kralj vanj vključeval pomočnike iz vrst visokega plemstva, aristokratov. Samozavestno plemstvo pa je spoznalo, da je mesto lahko upravlja brez kralja, zato ga je odstavilo. Pohod iz kraljevine v vladavino aristokracije je potekal postopoma. V Atenah so kraljevo oblast najprej omejili na 10 let. Vladavina aristokratov ni trajala v nedogled. Z razvojem trgovine so oblast aristokratov začeli ogrožati bogati meščani. Oligarhija. Ponekod so oblast prevzeli oligarhi, ki so imeli več bogatstva in vpliva kot preostala skupnost. Visoko poreklo ni bilo pogoj, a največ oligarhov je bilo po poreklu aristokratov. Oligarhij je bilo več vrst. V najpogostejše je bilo treba imeti za sodelovanje pri upravljanju mesta veliko premoženje. V oligarhično urejenih polisih
je oblast ostala v rokah peščice bogatašev in bogatih družin. Tiranija. V 7. stoletju pred Kristusom se je v polisih pojavila nova oblika vladanja – tiranija. Beseda tiran sprva ni imela slabšalnega pomena. Marsikateri tiran se je na oblast povzpel s pomočjo nižjih slojev, ki jim je obljubljal družbene spremembe. Mnogi so pospeševali obrt in trgovino, izboljšali življenjske razmere in s tem spodbujali razvoj srednjega razreda v mestih. Tiranija je le redko trajala več kot 2 generaciji. Ljudje niso bili pripravljeni v nedogled trpeti samovolje, zato je marsikaj prišlo do upora in odkritega nasprotovanja. Tirani so velikokrat začutili, da je njihov položaj ogrožen, zato so ga poskušali ohraniti na silo, in tiranija je dobila negativen predznak. Nasplošno je bila predhodno obdobje, ko je bilo plemstvo še v zatonu, meščanstvo pa še prešibko, da bi prevzelo vodenje polisov. Po koncu tiranije je oblast v mestih ponekod prevzelo ljudstvo, ki se imenuje demos. In tako je nastala demokracija. Demokracija po grških merilih je za demokratično družbo velja tista, ki je meščanom zagotavljala enake možnosti na vseh področjih. Odločali so državljani z glasovanjem v ljudskih skupščinah. Zgled demokratično urejene države so bile Atene v 5. in 4. stoletju pred našim štetjem. In v naslednjem posnetku bomo govorili, kaj je demokracija. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.